kalcij, fosfor, minerali, malo lepila, pa je tu okostje. Zgradba iz več kot 200 kosti. Potrebujemo ga, da podpira človeško telo in da varuje njegove najbolj ranljive dele. Možgane, hrbtenjačo, pljuča in srce. Ogrodje je lahko, predstavlja le 20% telesne teže. Če bi bilo kovinsko, bi tehtalo kar 5-krat več. Okostje je prava katedrala, dovršen izdelek. Na začetku je bilo veliko hrustanca, veliko hrustančnih celic. In v srcu takšne celice poveljstvo jedra Kaj je? Sanjal sem, da spet napadajo tisti presneti osteoblasti. Poglej! Naši prijatelji so tu. Otroci, kaže, da bomo kmalu dobili priložnost za razgibavanje. Po mojem so hrustančne celice premehke za skelet. Fosfati, minerali in kalcij jih prihajajo okrepiti s pomočjo vitamina D in te celice, osteoblasti, so vojska, ki bo to opravila. Boste videli. Spet se mi je sanjalo o vražjih osteoblastih. Alarm! Napadeni smo! Napadeni smo! Alarm! Ustaviti moramo izdajalce osteoblaste, da nam ne spremenijo vsega območja v kost. V kost, trdo in grdo. Zazidani bomo in bo konec bo z nami. Ali hočete to? Nočemo! Barili se bomo do zadnjega! Potem pa v boj! Naprej! Osteoblasti hočejo osvojiti hrustančno tkivo. Pri tem si bodo pomagali s fosforjem in kalcijem. Krepki so, zmagali bodo. Lepi so, zmagali bodo. Koristni so, morajo zmagati in okrepiti skelet. Zdaj dovolj odporni. Od našega zadnjega obiska so minila leta. Postopek je ves čas tekel. Ko
kosti so veliko krepkejše, še bolj bodo. Toda mlad skelet je gibčen. Saj pravim, mlad skelet si lahko marsikaj dovoli, zato so otroci pravi akrobati. Kaj pa je to? Kaj delajo? Ja, kdo pa so? Jedo jih. Saj ni mogoče. Glejte, kosti napadajo. Nič hudega. To so osteoklasti, dobri fantje. Odstranijo vse, česar je preveč in bi lahko bilo v napoto. Tako ohranjajo ravnovesje. Nekakšni policisti so. Ti in oni se dopolnjujejo. Eni dograjujejo, drugi odstranjujejo odvečno. Tako da bo okostje raslo v razumnih mejah. Brez njih bi se vse spremenilo v kost. Skrbijo za prometne površine, da lahko krožijo zrak, hrana in ukazi. Hitreje! To pa še ni kuhano. Ali glava še ni dobra? Žal imam tak ukaz. Jaz še nisem končal. Ukaze je treba ubogati. Jaz pa ne dovolim. Gremo! Tako ostaja kost živo tkivo, ki se nenehno obnavlja. Okostje bo raslo, dokler... Danes se bomo učili o zgradbi človeškega telesa. Začeli bomo s kostmi noge. Lepo, da si spet med nami. Nadaljujmo. Zato, da človek stoji, mora biti akrobat. Od 30 kosti v nogi se le 3 dotikajo tal. Od 30 kosti v nogi se le 3 dotikajo tal in vzdržujejo pravilno ravnotežje. Točno. Pravilno ravnotežje. Kaj pa je pravilno ravnotežje? Vidva ven, da si ohladita glavo. Nečesa sem se domislil. Tako si bodo tudi oni ohladili glavo. To bo za danes vse. Izkoristite lep dan. Saj vi trije ne boste preveč drveni. Jaz bom ostal s tabo. Pojdite naprej, spodaj se dobimo. Prav. Lepo napreduješ.
kmalu boš zmogla zahtevnejše proge. Pojdiva po oranžni progi, ta ni tako nevarna. Čudno, ne spomnim se takšne. Adijo, prijateljček. To se mi zdi čisto neznano. Peterček, pazite! Ne slišite me, to ni prava smer. Opozoriti jo grem. Prehitro gre, zaviraj, nevarno je. Boli me! Petrček, kje si? Kaj se je zgodilo? Mi pomagaš vstati? Ne morem, najbrž sem si nekaj zlomil. Jaz tudi. Sta v redu? Ne, mislim, da sva se oba poškodovala. Po pomoč moraš. Že grem, ne premikajte se, pazi na njo. Dober dan, kako gre kaj? Brez skrbi, vse bo v redu, verjemite mi. V teh letih se kost hitro zaraste, poglejte. Navaden zlom, kost ni premaknjena. Prava malenkost, verjemite, punčka bo dobra v nekaj tednih. Kaj pa Petrček? Poglejmo. Le kam sem dal? O moj bog, dvojni odprti zlom. V visokih čevljih se to rado zgodi. Pomirite se. Kost smo naravnali. Rana je razkužena in zaprta. To je bistveno. Zakaj pa nima mavca? V tvojem primeru nismo hoteli, da bi mavac prišel v stik z rano. Zunanja opora bo dovolj. Ostalo prepustiva naravi. Verjemi, ona je najboljša zdravnica. Encimi nujno potrebujejo kalcij, da lahko nastane plavo tkivo in se kost začne celiti. Kakšno gradbišče, lepa zabava bo. Gremo naprej! Policistov pa nikjer, ko jih potrebuješ. Nekaj je narobe, kapitan. Kje pa? Ne vem, kar čutim. Bodiva pozorna.
Poglejte! Alarm! Takoj pošljite limfocitne enote. Pridite v področje Y307. Tu patrulja 012, prihajamo. Pošljite makrofage, ampak hitro. Polinuklearci, zlati stafilokoki so na Y307. Slišimo? Se bomo vsaj malo pretegnili. Alarm! Naprej! Malo vročine. Bakterije bi rade praznovale. Z nekaj antibiotiki jim priredimo ples. Ne boj se. Preveč! Umik! Hitro! Sovražim jih! Sovražim! In to naj bo življenje mikrobov? Skakali, dajmo! Mogoče bi se bilo bolje vrniti domov, a? Mi smo zajedavci, mi moramo biti v tujem telesu, da lahko živimo in se v njem razmnožujemo. Verjemite mi, da je vse v redu. Vse je v redu, še se bomo delili in množili. In spet bo kot prej. Prav kmalu bo spet zavladal mir. Mir! Samo to je nekaj vreden. Glejno, stari znanci, čaka nas zabava. Naša obramba je dobra. Vse bomo zgradili na novo. Kar na pot, mladina, gradbišče potrebuje kisik za moč. In gradiva.
Ampak kako, če je pot prekinjena? Nič za to. Narava je poskrbela za obvoze. Po njih bomo prišli v veliki obtok. Dovolj bo. Zdaj pa počivat, da se bosta dobro počutila. Otroci so ti nekaj prinesli. Nimaš ti raje pomaranč? Lepo, lepo. Vidim, da je počutje dobro. Vesela sem, zdravnik. Petrček je veliko boljši. Zlom se lepo celi. Kalus je dober. Bom lahko kmalu šel ven? Bomo videli. Potrpljenje, fant. Zlom je bil hud. Če boš prehitro stopil na nogo, lahko pride do zapletov. Naveličal sem se ležanja. Počitek koristi telesu, ki je zdaj polno zaposleno. Svoje še krhke kosti še ne smeš obremenjevati, ker tega ne bi prenesla. Ti pa boš kmalu lahko svobodno poskakovala. Pa bo noga enako trdna kot prej. Enako ne. Tam, kjer je bil zlom, bo veliko trdnejša. Zdržala bo težo 20 deklet ali 1 tono. Kakor hočete. Toda tako daleč nismo. Kako pa organizem naredi kost tako močno? Preprosto. Pomaga hrana, pomaga pomoč od zunaj in vse, kar prinaša kri. Tudi mozek zlomljene kosti vsebuje potrebne zaloge za take primere. Ne čudite se, v telesu je veliko nevezanega ali potujočega kalcija, ki ga hormoni napotijo tja, kjer je potreben. Tako, otroka najhujše je mimo. Ti, punca, moraš hitro priti k močem. Pokaži. To je dokaz, da ti manjka kalcija. Okrepiti se moraš. Jesti sir in piti mleko, kar na vse zadnje niti ni slaba prehrana. Ti, Petrček, pa na sonce. Lepi dnevi prihajajo. Sonce bo prebudilo in oživilo pomembne hormone. Bolj, ko bodo živahni, prej boš shodil. Mišice, največji sestav človeškega telesa, predstavljajo polovico njegove teže. 500 mišic premika okostje in omogoča gibe. Vse gibe, ki jih ukaže živčni sistem.
Ukaz živčnega sistema. Skrčiti trikotno mišico in dvigniti roko. Obvestite mišična vlakna. Hitro nevroprenašalci. Kaj ne vidiš, da je ta moja? Živčni tok teče k ustreznim mišicam. Ukaz živčnega sistema. Stegniti trikotno mišico in spustiti roko. Skrčiti mišico, vzdigniti roko. Kako veste to? Praksa, veste, praksa. Kaj res? Jaz se ves čas delam isto. Dober dan, kako ste kaj? Stojte, lahko odležite. Prav, kisik za mišične celice, veliko ga potrebujejo za svoje delo. Zato smo utrujeni. Ali je mišic veliko? Je, ne pa tistih, ki premikajo telo. So še tiste: želodec, črevesje, jetra, kjer smo ravnokar bili, in seveda srce, ki je najpomembnejše. Vse to so mišice. Žila, po kateri potujemo, je mišica. Kaj pa to potipate? Kaj naj potipam? Je moj biceps, to je prava mišica. Telovadi s tem, da boš imel mišice. Res? Sem kroglice. Dajte kisik za proizvodnjo energije. En sladkor 6 kroglic kisika, šlo bo. To je 685 kilokalorij energije za mišice. Zatostovalo bo napor je vztrajen, a zmeren. Takoj pridi sem. Povozili te bodo. Kuža! Ravnokar 60 utripov. Zdaj že 100? Ne, 120 v minuti. Kaj to? Kakor kaže, gre za tek, poglejte. Sto 80, 190, 200, 210. Bližamo se meji telesne zmogljivosti. Mišice ne bodo dobile dovolj hrane. Sporočite. Tako, opravljeno. Kaj? Nujno sporočilo upravi. Manjka nam sladkorja. Mišice ne dobivajo dovolj kisika. Potrudi se, da boš hiter.
Maestro, srce, 200 na minuto, mišice so utrujene. Sporočilo iz nog, manjka sladkorja in kisika. Obvestite simpatični sistem, naj pospeši dihanje in jetra naj pošljajo sladkor iz svojih rezerv. Tudi maščobe bo treba vzeti iz rezerv. Nič ne skrbite, mlad organizem ima dovolj zalog. Ponavljam, medrebrne mišice, pospešite dihanje. Neumnost, pospešimo naj utrip, ko manjka kisika. Ali tam zgoraj sploh kaj mislijo? Poslušajte, kaj se dogaja, a slišite, pa še poglejte. Sladkorja ni, jaz ga ne znam narediti. Če mi naročijo kisik, pripeljem kisik. Če pa drugi ne naredijo, kar morajo, je vse narobe. Če ni sladkorja, me boš ti, butec učil mojega dela. Kdo je še videl kaj takega? Zakaj ne gre z njim pon? Ga bosta že kje našla, ko sta tako pametna. Jaz sem specialist za kisik. Kaj, jaz pa nisem za sladkor? Nehajte že. Zalog sladkorja res lahko zmanjka. Kako naj naredim energijo, če nimam sladkorja? Pa kar naprej jo hočejo od mene. Če ne bo sladkorja, bomo kurili z maščobo. Te zlepa ne zmanjka. Pripeljali nam jo bodo. Zmeraj delamo samo mi. Vse telo moramo premikati, ja. Glej, srce, dihanje, vse delamo le mišice. Delamo, ko vsi spijo. To res ni prav. Ja, po vrhu pa še sladkorja ni. Dovolj mi je. Če ne dobim česa za podzob, neham. Si bodo že kaj izmislili, da bomo morali garati. Glej, še ena znojnica se je spraznila. Organizmu bo zmanjkalo vode. Najbrž je vroče. Poglej Rufinijevo telesce. Je vroče, Rufini? Seveda, vsi pijajo na naš račun. Mobilizacija maščob iz rezerv nujno. Teh bo dovolj, bi rekla. Nismo pretirano suhi. Stoj! Nov ukaz! Drugje vas potrebujejo, obrnite! Saj še niti v domačem skladišču nismo bili. Da, prav žal, nujno je, mišice potrebujejo sladkor, obrnite! Zakaj samo mi, drugi pa ne? Se pravzaprav sploh nismo sladko, je pa odmor. Nazaj! 150 kalorij smo naložili, še 2400 jih manjka. Na delo! To bi moralo biti dovolj. Pripravite žico za maslo. Dobro, vsega skupaj bo kakih 2500 kalorij. Jaz ostanem, meni ni do potovanj. Jaz pa si rad ogledam tovarne energije.
Kakšna naglica! To ni za moja leta. Ni več daleč do nožnih mišic. Hej vi, ploščice, pridite sem. Malo miru, prosim. Vaša naloga je poskrbeti za pretok prometa. Maščobe imajo težave, na delo, brž! Ne jezite se, saj že gremo. Pridite! Tu je izhod, na cilju ste. Lahko si bomo nabrali novih moči. Neumnosti počenjaš. Saj sploh ne veš, kaj se ti grozi, če greš sam na cesto. Živja, Peter. Kako kaj forma? Še kar, zadihan sem zaradi kuža. Ne bi smel pretiravati, saj veš. Ampak ti nisi v formi. Trebušček ti kar raste, prijatelj. Telovaditi bi moral. Ne pa da ješ od jutra do noči. Šport je naporen. Ne preveč. Več, ko se ukvarjaš z njim, manj te utruja. Kako to? Treba je trenirati. Ti pokažem. Vidiš, debeluh? Dajva, zagodiva mu jo. Izgubil si kroglice, ki si... Kaj res? Vama jih podarim. Vse, kar poberite jih. Ampak mi dva... Poberite jih, sem rekel. Malo telovadbe koristi tudi v mojih letih. To je dobro. To krepi mišice. Seveda. Kakšna forma, kaj? Res, telovadba je koristna. Poglej ju, tekata naokrog. Lepše je biti lep. Le nova je. Lepa stvar. Ne, poglej zdaj. Zakaj si naredil to? Zakaj? Jaz, si ti kaj naredil, kaj? Eno vama primažem. Pusti ju pri miru. Nista športnika. Kaj si rekel? Tako močna stva kot vidva. V čem se pomerimo? Tek ali rokoborba? Odbojka ali atletika? Tenis ali košarka? Ja, v košarki. Prav, pridite na igrišče. Pa nič spotikanja. Velja, ali znaš igrati košarko, a? Saj ni nič posebnega. Se bova že znašla. Seveda se bova.
sva, lahko začnemo? Prav, kar začnimo. Ciliarne mišice naj oko prilagodijo sliki. Unanja je notranja mišica, oko za 7 stopinj v desno. Okrogel predmet ostaja stal, prosimo za razlago. Nekdo teče v levi rob vidnega polja. Sporočite. Ukazujem brečalki glave, premakni glavo navzgor. Premočna svetloba, zožite šarenico. Stokrat sem že rekla, da se ne smete igrati ob cesti. Mi smo živčni sli in se nam vedno mudi. Na tisoče nujnih obvestil morajo prenesti. Ko bom velik, bom sel. Velik sel. Gibalni oddelek možganske skorje, prosim. Govorite glasneje, ne slišim. Si videl izdajalca? Nogo mu je podstavil. Prigraj ga! Ste znoreli? Kaj je to? Sporočila čakajo po vaši krivdi. Saj ni nobenega usklajevanja. Takoj na delo! Dolga mečična mišica, skrči se. Oči v levo. Ravnotežni oddelek v ušesu sporoča padec. Leva zadnjična mišica sporoča močan pritisk. Sporočilo o bolečini v levi zadnjični mišici. Takoj uredite to. Vi ste krivi za padec. Usklajevati morate vse, kar vidite in slišite. Nič hudega, mali, vse bo še dobro. Sporočilo desni roki. Skrčite v nanjo široko in triglavo mišico silo 7, trikotno mišico silo 3. Za boljši oprijem žoge skrčite v nanjo lahtnico, dolgo obrčalko in okroglo obrčalko. Lepo počasi silo 2. Desna noga, krojaško in v nanjo široko silo 5. Zdaj pa meča, v nanja dvojčica močneje, sila 7. To je košarka. V mladih letih sem bil pravi as. Trikotna in prsna nežno. Za začetek sila 2. Močneje skrčite triceps in v nanjo široko, tako ja. Zdaj pa sprostitev. Bravo! Skok! Mi se ne smemo zabavati, on pa. Seveda, on je maestro. Bravo! Tako se dela, še enega. 3-0. Proti nič. To je prava forma, kaj? Čisto brez napora. Kakšen užitek, počutim se izvrstno. 43-0. Ne smeva izgubiti, poslušaj. Ti boš vodil, jaz pa bom poskrbel za rdečelasega. Kaj zdaj? Bomo igrali? Mislite, da sva izgubila? Boli me. In ena. 43-1. Boli. Saj nisem mislil. Res ne. Oprosti.
Nekaj tednov počitka. Nič hudega. Grem. Tudi jaz grem, vendar pridem takoj, ko bom spet imel čas. Ne pozabi na čokolado, dobra je. Ali se ti ne zdi, da poješ preveč? Kaj pa naj delam? Lahko bi se učil. Koristilo ti bo. Ti prinesem knjige. Trebušček ti raste, prijatelj. Pazi! Nekam težek sem postal. Včasih mi je šlo lažje. Tudi jaz se težko premikam, če lahko potožim. Saj vem, vsega je kriva maščoba. Kam naj z vso to maščobo? Baje ne potrebujejo energije. Obrnite in v skladišče. Če bo treba, vas pokličemo. Zakaj si zavrl? Ti si prehitro speljal. Avte! Že tako imamo problemov čez glavo. Nobenih maščob več, razneslo bo celico. Utonili bomo v maščobi, drugam bomo morali. Maščobna celica bomo. Ali je to mišica? Maščoba? Kakšna teža za krhko kost? Kakor da bi si na rame naložil 20 kilogramskov tež. Srce in pljuča pa naj skrbijo za to mrtvo težo. Tega ne bom več gledal. Se razumeva? Stroga dieta. Pusto meso, presna hrana, telovadba in nič poležavanja. Pogum, volja, pa bo šlo.